Za nekaj čarovnije v naših življenjih bomo poskrbeli tudi v tem letu. Znova je namreč z nami iluzionist sam Sebastian. Sebastian, dobro jutro. Dobro jutro. Uspel preskočiti uspešno v leto 2012, odčaral vse slabe stvari stran? Ja, tako je, tako kot rečemo, pustimo vse slabo v starem letu, pa pač vse dobro pa nesimo v sabo v novo leto, tako da. Tudi dobre trike in danes si znova pripravil enega? Ja, gre bolj za miselni eksperiment, tako da to ne deluje zmerom. Lahko pokažemo našim gledalcem, v bistvu gre za eno tako psihološki test, temu rečemo. Profesor Ryan je na eni od ameriških univerz v 30 letih prejšnjega stoletja začel delati eksperimente, kjer je raziskoval, ali obstaja neka nadčutna zaznava, extrasensory perception so oni temu rekli, kar bi rekli, ja, nadčutna zaznava bi bilo mogoče najboljši prevod. Namreč, ali obstaja še kak čut poleg naših petih čutov, vida, okusa, vonja, tipa in sluha. Nekaj, kar ali lahko, nekateri temu rečejo tretje oko ali pa kakorkoli, a ne? Ali lahko vidimo stvari na kak drugačen način. In on je delal preprost psihološki test z mediji, torej imel je 5 simbolov, pa če mogoče pokažemo kameri, to so zelo preprosti simboli, gre za krog, 3 črte, recimo kvadrat, zvezdica, plus, to so preprosti simboli, ki si jih lahko vsi preprosto in hitro zapomnimo. In bova midva naredila eksperiment. Ti si lahko izbereš katerikoli simbol želiš, ostali 4 odložiš na stran, tako da jih ne vidim. Katerega koli pa vzameš, pa ga daš takole v roke, prosim. Okay. Ampak si ga dobro zapomni, jaz bom gledal ta čas v stran. Tako. Zdaj, važno je to, tukaj gre tudi za, si zapomnil. Lahko daš kar bliže, takole malo naprej, ker obe. Tako da damo, jaz mislim, Matej, da si ti naredil, vidiš si, predstavljaš torej ta simbol pred nama, okej. Lahko potrdiva gledalcem, da to ne gre za dogovor vnaprej, da smo se zmenila, kateri simbol naj izbereš. Sam Sebastian je prišel pred parimi trenutki, sploh sem, tako da je malo zamuja, spomnimo časa za karkoli. Pojavil sem se iz nič. Tako. Matej, jaz sem imel, to je zelo tako spontan, jutranji, intuitivni občutek. Imel sem neko tako zaznavo, da si morda izbral 3 črte. Da, 3 črte. Lahko pokažem? Res? Ja. Lahko pokažem. 3 črte. Zdaj, seveda za znanstveni preizkus je treba to ponoviti večkrat. Morda misliš, da gre za naključje, 1:5 pomeni 20%, da sem uspešen pri tem. Lahko vzameš, še enkrat narediva test, lahko vzameš isti simbol, me poskušiš ukaniti, lahko vzameš katerikoli drugi simbol, prosim. In ostali odložiš na stran. Takole, ja, ker koražno, lepo, v bistvu jaz te moram videti takole, da vidim, ali si me poskušal pretentati, torej gre tudi za neke vrste branje obraza. Jaz mislim, Matej, da me tokrat nisi poskušal pretentati in nisi vzel istega simbola kot prej. Ampak, Matej, mislim, da si vzel, jaz imam takole en tak občutek, ne trikotnik, mislim pa, da jaz bom šel za zvezdico. Poglejmo, kaj je. Zvezdica. Dobro, še mikrofon ti bo pripela gor, medtem pa tudi čas, da privoščimo našim gledalkam in pa gledalcem nagradno igro. Tako, na vas čaka 9 pol in pa vprašanje, oziroma bolje rečeno, odkriti morate, kaj je pod njimi. Vzglavnik podjetja Domos iz Ljubljane pa je tisto, kar boste lahko osvojili, če boste seveda ugotovili, kaj je skritega pod našimi 9 poli. Lahko izdam to, da je en čarovnikov pomočnik, recimo, skrit pod našimi 9 poli. Nekaj, kar običajno povezujemo s čarovništvom, tem rokohitrstvom, iluzionizmom in podobne stvari. Kaj torej bi lahko bilo skritega pod našimi 9 poli, je vprašanje. Sicer pa sam Sebastian v petek, to že nestrpno pričakujemo, te bomo lahko videli v gledališki predstavi z
magično vsebino, ki nosi naslov Charlatanus Maximus na Ptuju. Je kaj treme pred? Treme ne toliko, je pa vznemirjenje in veliko pričakovanje. Gre za prvi moj gledališki projekt za najstniško publiko, namreč predstava je namenjena recimo otrokom od 10 pa do 99 let, tako da vsi, ki se najdejo tukaj, so primerni za gledalce za to predstavo. Gre pa za predstavo, ki pač se loteva tematike, s katero se najstniki srečujejo. Namreč je vredno slediti svojim sanjam v življenju ali se prepustiti toku množice in povprečnosti. Torej, in seveda to, da se prava čarovnija ni ravno trik, ampak se skriva v iskrenosti do samega sebe. Torej, vsakemu je tudi dana moč, da doseže v življenju to, zakaj si želi, zakaj si prizadeva, če si prizadeva, če ima to pogum v sebi, da torej doseže stvari, ki si jih želi. Evo, imamo v tem trenutku na telefonski liniji. Lep pozdrav, kdo je z nami? Ja, lep pozdrav, Slavica iz Ljubljane na tej strani. Slavica, pozdravljeni. Od 1 do 9 so torej polja na naši številčnici. Iščemo pa enega čarovniškega pomočnika. Dobro. Katero polje? Polje številka 5. Polje številka 5. Iščemo torej takšnega simpatičnega čarovniškega pomočnika. Kaj dosti se ni odkrilo, boste ugibali? Aha, to se pravi, bom pa kar ugibala, pa bom rekla, da je mogoče kakšen zajček. Pa veste, da imate zelo prav. Takšen simpatičen čarovniški zajček je tole. Čestitke, vzglavnik podjetja Domos iz Ljubljane je vaš. Imate raje čarovnije ali domače živali ali mešanico obojega? Kar mešanico obojega. Ja. Najbolje je še tako, naprimer, da če imate kužka ali pa muco, ki je na trenutek tečen, da bi človek naredil takole, cnk, pa ga več ne bi bilo, pa bi potem prišel nazaj vseeno, ne da? Tako. Slavica, prijetno, vzglavnik podjetja Domos iz Ljubljane je vaš, naj vam dobro služi in lep dan še naprej. Ja, hvala lepa. Hvala lepa, nasvidenje. Kako je s tabo in živalmi in zajčki in podobnimi stvarmi? Bodo te tudi morda v predstavi vključene ali je preveč dela, da bi ti tekali nekje naokoli? Predstave, ja, živali v moji predstavi, žive živali niso vključene. Nastopa sicer ena žival, ki ne bo še skrivnost katera, ampak vedno sem bil proti uporabi živih živali v predstavi, ker se jim ne godi dobro. Moramo vedeti, da golobice ne odletijo in porežejo peruti in tako naprej. Mislim, da če že dobro hrano uživajo, pa ne uživajo tiste svobode, kot bi jo morda drugače. Kot rečeno, ta petek v Ptujskem gledališču, ob kateri uri se zna zgoditi magični dogodek Charlatanus Maximus? Ja, predstava se začne ob 18. uri, blagajna je odprta od 17. ure naprej. Za vse, ki pa želijo morda zastonjsko stopnico na premiero, pa ste vabljeni na obisk spletne strani iluzionist.si in tam najdete seveda moj mail kontakt, lahko mi pošljete mail, svoje podatke in čakala vas bo karta na blagajni mestnega gledališča Ptuj. Tako po predstavi te bojo lahko pa tudi v živo spoznali, ne da? Ja, seveda, pogovor sledi in malo pogostitve. Super. Sam Sebastian, najlepša hvala in pa uspešno. Hvala. Se kmalu znova vidimo z novim trikom. Tole